Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o vodi, o snegu, ker ga imamo spet, in o tem, kako v bistvu si pomagati z vodo. Dejstvo je, da danes je padel sneg in sveže zapadli sneg, tako priporoča župnik Knajp, je odlično zdravilo za naše telo. Dejansko hoja po snegu, po sveže zapadlem snegu, je tista, ki je dobra. In v tej knjigi, ki jo imam iz leta 1887, poudarja, da nikdar ne hodimo po starem snegu, ampak vedno samo po svežem zapadlem snegu. Druga zadeva, kar pa zelo priporoča, se pravi župnik Knajpa, je pa dnevna hoja po sveži rosi, ker s tem se poveča, zdaj pa pojmo na to znanje o čakrah, poveča se pretok, in v bistvu se poveča, dobesedno se s tem ščisti prva čakra, ki poganja kundalini energijo po hrbtenici navzgor. No in tukaj noter je prav en odlomek za bolne možgane, za ljudi, ki imajo težave z vrtoglavicami, ki imajo težave s koncentracijo, hude glavobole, tudi migrenske glavobole, lahko tudi pešanje koncentracije, dejansko priporoča ali hoja po mrzli vodi, da greš v potok in hodiš po vodi, ali vsakodnevna hoja po rosi, se pravi zdaj po snegu tudi, in predvsem pri vsaki kopeli priporoča sicer 2 kopeli, eno zjutraj, eno pa popoldne ali pa zvečer, poliv po hrbtu, oziroma priporoča tako, da recimo dopoldan naredimo poliv po, zdaj na pamet govorim, po spodnjem delu života, se pravi si polijemo kolena in noge z mrzlo vodo, ko se tuširamo, in zvečer spustimo hladen curek vode po hrbtu. Vem, da ni prijetno, jaz to delam zdaj zadnje čase, predvsem vsakič, ko se tuširam po hrbtu, spustim mrzel curek vode. Ta po stegnih pa po kolenih mi ne gre najboljš, ampak dejstvo pa je, da to je ena taka stvar, domače zdravilo. No, zdaj pa, ko smo že ravno pri župniku Knajpu, župnik Knajp priporoča tudi zdravljenje z vodo za bolne oči. Vemo, da vedno več ljudi ima težave z očmi in ko se megli vid, on pravi, da zastajajo slabe tekočine v očeh. In da naredimo to na ta način, da v vodo, mrzlo vodo, se pravi tukaj govorimo o sveži vodi, tukaj ne govorimo o tej, ki je polna klora, damo noter mrzla kopel, glavo pomočimo v vodo, odpremo oči za 30 sekund. Jaz to vam govorim, nisem še probala, ker niti ne vem, kako naj odprem oči v mrzli vodi, ker ne morem gledati o vodi niti. Ampak saj, glejte, škoditi ne more, saj poskusite, da si v bistvu pomočite glavo v mrzlo vodo, odprete oči za 30 sekund in potem, ko glavo dvignete čez 30 sekund iz mrzle vode, se pravi 1 minuto počakate in postopek ponovite 5 do 6 krat. Priporoča pa tudi tople kopeli, in sicer iz sladkega janeža. Sladki janež je zelišče, ki pomaga pri tem, da sčisti oči. Se pravi, naredimo toplo kopel, se pravi čaj skuhamo in ravno tako potopimo glavo v to toplo kopel, odpremo oči in postopek ravno tako ponovimo. Medtem ko priporoča tudi mrzlo kopel v čaju iz janeža, takrat, ko so težave z očmi. Dajte, to je zdaj neko znanje, ki vam škoditi vsekakor ne more, in če vidite, da imate vedno večje težave z očmi, poskusite na ta način, kakor so se zdravili naši predniki, pač z vodo. In druga zadeva, spet priporoča, takrat, ko je pritisk, ko imate naval vročine v glavo, recimo tudi menopavzni oblivi, ne samo, da pijemo čaj iz žajblja, ampak predvsem ta poliv po hrbtu, ko se stuširamo, mrzel curek na hrbet. Tako da v glavnem, glejte, naši predniki so vedeli, so znali. No in zdaj, če pogledamo to, kar so naši predniki znali,
Recimo, zdaj se mi tukaj le odprlo pri pljučnicah. Bolna pljuča, kaj je treba naprej najprej narediti? Se pravi, ljudje potrebujejo čaj, ampak poleg tega je pa potrebno, da vsak dan enkrat, včasih dvakrat poliv na hrbet in prsi. Zanimivo je, kako je župnik Knaj prišel do tega znanja. Dejansko je imel sam težave z zdravjem, mislim, da je prebolel pljučnico in nikakor ni prišel k sebi. In v času, ko je študiral za duhovnika, se je dejansko potopil v mrzlo vodo. Zdaj pa tukaj pri tej mrzli vodi je eno opozorilo. In to opozorilo je, da ne smemo v mrzlo vodo za več kot za 30 sekund. Ker te polivi ne morejo biti hitri in potem se je treba oviti. Se pravi, tukaj se ne priporoča, da plavate v mrzli vodi po 5 in 10 minut in tako naprej, ampak dejansko se potopimo v mrzlo vodo in se takoj napravimo topla oblačila. On pravi temu, da se izprehodimo, se pravi, da se je potrebno ogreti. Nekdo, ki je zelo bolan, mora iti v posteljo in pravi, da se ogrne v volnen koc. Tako kot včasih, jaz se še spomnim teh volnenih kocov, to so bili kovtri, ki so bili težki, res so bili težki. In notri je bila volna. In takih zdaj sicer nimamo, ampak čim več volne je treba uporabljati. Gremo na volno. Volna je pa po drugi strani, nimam pojma, kje sem to prebrala, da volna sama po sebi ima pa lastnost, da zaščiti našo auro. Da je to dejansko naravni material, ki čisti in ščiti ne samo naše telo, ampak tudi že ta prvi eterični zapis okrog nas. A ni zanimivo? A gremo naprej na čiščenje naše aure. Čiščenje naše aure pa lahko povečamo tudi z klicanjem vijoličnega žarka. Ultravijolična svetloba, to je v bistvu tista svetloba, ki jo s prostim očesom ne zaznamo, vemo pa, da ultravijolična svetloba povzroča v našem telesu proizvodnjo D-vitamina. In ultravijolična svetloba, pa D-vitamin zdravita od znotraj, po drugi strani pa ultravijolična svetloba, če si jo predstavljamo, dejansko pokličemo zdravilni žarek, da razblini vse tisto, kar ni dobro v našem telesu oziroma v auri. Zdaj, če si mi predstavljamo auro, ta energijski obroč okrog nas, ki ga dejansko ne vidimo, kot neko plast, tako kot ena žohca, veste, okrog nas. In da tukaj noter v tej žohci se, tako kot v risankah, veste, ko pride tisto oblaček, mi ustvarjamo te oblačke s svojimi mislimi. In vsakič, ko jaz razmišljam, ne vem o drugih ljudeh, razmišljam, kako je ta hudoben, kaj mi naredil, kako more, in obsojam, jaz v bistvu to mojo žogico energijsko spuščam čustveni strup. In ta čustveni strup zastruplja mene. To je dejstvo. Ja, po drugi strani pošiljam strele proti drugim in škodujem s tem drugim, ampak dejstvo je, da v prvi vrsti zastrupljam sebe. In vem, da tukaj ni enostavno. Dokler imamo z določenimi ljudmi energijske vezi, se pravi, ko želimo nek odnos, da se izboljša. Dokler mi obsojamo, govorim z mojo zgodbo, leta in leta sem bila zataknjena z mojim mentorjem in sem ga obsojala. In ko sem imela priložnost, sem drugim razlagala, kaj on dela narobe. In tisti, ki veste, tako je ena moja prijateljica rekla, pa daj pusti ga že primer. Dejansko nisem zmogla. Tako močna ta energijska vez je bila, da se mi non-stop to kotalilo po mojih mislih. In veste, kar polno je, česar polno je srce, to usta govori. In seveda sem govorila čez tega človeka. Zato, ko poslušate človeka, ki neprestano obsoja druge ljudi, mogoče z namenom, da reče, jaz sem toliko boljši od ostalih, in obsoja druge, ker
jejo rdeče meso, zato ker so ločeni, zato ker, a veste, saj obsojati ni težko, a ne da? Oni govorijo o tem, kaj se jim kotali po njihovih mislih in govorijo zgolj o stanju v sebi. Nekoč sem sodelovala z enim gospodom, to je bilo v bistvu samo utrinek v mojem življenju, ampak je bil zanimiv mentor. Dal mi je priložnost, da bi se lahko lepo zataknila z njim. In ko sem v bistvu postavila meje, ki njemu niso bile všeč, je začel dejansko me je hotel raniti v moje temelje. Ti si taka, ti si taka, ti si to naredila. In na koncu je rekel, tebe ne bi nikdar priporočil nikomur. A ne? In zdaj poglejte, ko nam nekdo obklada, kakšni smo mi, če imamo mi čustveno rano, pritisne in nas zaboli. Kaj mi je rekel? Boga jaz in sem jezna. Ali pa, če niva čustvene rane, pomeni, da mi ostajamo mirni in ko smo mirni, karkoli nekdo reče, ti si tak, ti si taka, on govori ali pa ona govori zgolj o sebi. No in v tistem odnosu in sem ostala mirna in sem rekla, to je pa res zanimivo, kar mi ti govoriš. Sem rekla, ampak veš, to, kar ti opisuješ, ne govori nič o meni, ampak veliko o tebi. Potem je šele znoril. Pol je bila šele žurka, veste. Dejstvo je, da učimo se ohranjati, ne, svoj mir. Ampak ohranimo lahko svoj mir samo s tem, da smo že kaj počistili. Dokler mi nismo počistili svoje nesnage, pač ljudje pritiskajo na naše rane kot tipkovnica je to. In pritisne in nas zaboli. In vsakič znova smo ranjeni, vsakič znova, tako kot pravi reka, ne? Potem pa vzameš igrače, pa greš na drevo in ne prideš več dol, ne? In dejansko si tam gor in pestuješ svojo bolečino. Čas je, da se zližemo z tega ven, ne? In dokler tega ne naredimo na svojem najglobjem zapisu, toliko časa nas pač bolijo stvari. Ko pa mi počistimo na najglobjem zapisu te svoje rane, pomeni, da pridemo do tega, da sprejemamo drugačnost drugih ljudi, da opravičujemo, se pravi, tukaj bo pa zdaj držal ljubezen, tista ljubezen je potrpežljiva. Ampak to pomeni, da si potrpežljiv zato, ker si sočuten do drugih ljudi. Ljubezen vse upraviči, zato, ker je sočutje največja vrlina. Poglejte, večji del pa nimamo pojma, kaj je ljubezen in v imenu ljubezni vse upravičiš, vse potrpiš. V sebi pa kuhaš zamero in jo usmerjaš navzven, predvsem pa to, kar kuhamo v sebi, zastruplja našo auro. No in vrnimo se zdaj na vijolični žarek in ko pokličemo vijolični žarek očiščenja, lahko prosimo, da dejansko izniči tudi stvaritve našega uma. Se pravi to, kar smo mi ustvarili in zastruplja nas same. In s tem postaja naše energijsko polje vedno bolj čisto, svetlo. In veste, ko za nekatere ljudi rečemo, joj, kako žari. To je to. To je tisto, kar zaznamo, da dejansko ta človek žari. Zdaj, svetniki, recimo, tako kot mi v naši kulturi lahko vidimo, so upodobljeni s tem zlatim sijem nad glavo, ali pa tako okrog glave imajo zlati sij. Dobesedno se začne dogajati, da sijemo. In to je cilj zemeljskega potovanja, da presvetlimo svojo bit, da počistimo te karmične dolgove, karmične vezi, tisto temo v sebi, in da postajamo vedno bolj svetli. In to je naše potovanje. Nihče izmed nas ni naključno na tem planetu in mogoče za vse tiste, ki iščete odgovor, jaz imam tamle knjige, obstaja knjiga Zdravilna moč regresije. Odlična knjiga, ki vam bo pomagala razumeti, zakaj določeni strahovi so taki, kot so. Mogoče si nabavite ali pa preberite knjigo, vzemite jo v knjižnici, Potovanje duš, Usoda duš,
in boste lažje razumeli, kako gre vse skupaj. Ker dejstvo je, da dokler mi ne razumemo tega večjega koncepta, toliko časa smo pač ujeti v neko matrico, v nek kalup in igramo po nekih vzorcih, predvsem se pa učimo, da izstopimo iz tega ven. Ne govorim, da je treba vse pustiti za sabo pa porušiti, govorim, da se naučimo, da rastemo. In zdaj, če en par ali pa v nekih odnosih lahko rastemo skupaj, je super, če pa ne, je pa tudi prav, da mogoče včasih se zahvalimo kakšnemu učitelju in rečemo hvala za izkušnjo in gremo naprej. No, in to je zemeljsko potovanje. Tako da, uživajte, imejte se radi, življenje je lepa pustolovščina in predvsem danes, ker je sveže zapadel sneg, pojdite ven in se knajpajte. To je odlično samozdravljenje, ki požene kundalini energijo v možgane. Uživajte, življenje je lepo.